Po skoraj enomesečnem premoru se je ponovno pojavilo širjenje okužb s koronavirusom. Najprej je bil v ospredju vnos iz drugih držav, sedaj je bolj problematično širjenje med ljudmi, ki so tesno skupaj. Gre za prenose znotraj družin, na zasebnih in tudi neurejenih javnih druženjih ter na delovnih mestih. Vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Beović je podrobneje opisala problematiko, s katero se soočajo. Grožnja je precejšnja, kot veste, so nekatere evropske države reagirale bolj izrazito. Nizozemska je priporočila svojim državljanom, da se s Hrvaške vrnejo. Pri njih seveda je kultura taka, da zadošča priporočilo. Pri nas ni za pričakovati, da bi priporočila pač imela kakšen poseben pomen, ampak stanje pa bomo na vsak način vsi, ki smo nekako udeleženi pri tej epidemiji, skrbno spremljali in če se seveda situacija ne bo uredila, če bodo primeri naraščali, bo treba seveda režim nekoliko spremeniti. Zdaj, hoja po robu pomeni, da je v bistvu vsakodnevno ali pa še bolj večdnevno povečano število novo odkritih okuženih lahko napoved ponovnega vzpona epidemije po tej eksponencialni krivulji. In ta krivulja lahko vodi spet v situacijo, ki smo jo videli seveda zdaj že v številnih državah, lahko rečemo, da jo poznamo, da ima svet zdaj izkušnje s tem. Trenutno v naši bližini opazujemo tako situacijo, recimo v Srbiji, v Bosni. Taka situacija pravzaprav pomeni po eni strani zaustavitev vseh zdravstvenih dejavnosti, kar ima, kot veste, za posledico dvojno škodo. Slabša obravnava bolnikov s COVID, ker ni na razpolago dovolj izkušenega osebja, na drugi strani pa neustrezno in prepozno zdravljenje ostalih bolnikov. In dodatno seveda edini način, ki se je izkazal za učinkovitega za zamejitev take epidemije, tudi v izkušnjah več evropskih držav, v preteklih državah, je tako imenovana zapora države, ki pa ima, kot vemo, veliko ekonomsko in socialno škodo. To so razlogi, zaradi katerih takega naraščanja enostavno ne smemo dopustiti in seveda tudi razlogi, zakaj ob vsakem takem večdnevnem naraščanju začnemo izrazito opozarjati na dosledno upoštevanje vseh predpisanih ukrepov. Vključno s zmanjšanjem poti v bolj ogrožene države. Tisto, kar si v dani situaciji želimo in je v bistvu realno, je vzdrževanje nekega takega nihanja primerov oziroma sprotno zamejevanje izbruhov s pomočjo epidemiološke službe. Ampak da je lahko tak pristop uspešen, morajo biti sklenjeni pravzaprav vsi členi verige. Takojšnji pregled pri zdravniku pri simptomih značilnih za COVID, bris, ustrezna, hitra mikrobiološka diagnostika, potem dovolj malo primerov, zato da jih lahko terenska epidemiološka služba zameji in potem dosledno upoštevanje navodil za osamitev oziroma karanteno. Bistveno je seveda sodelovanje vsakega posameznika, vedno opozarjamo, v prvi vrsti pri zmanjševanju števila primerov, maske, razdalje, higiena rok, izogibanje družbam, kjer je več kot 10 ljudi oziroma članov različnega gospodinjstva, izogibanje gneči. Zelo učinkovit je tudi ta, rečemo, nefarmakološki način preprečevanja prenosa bolezni COVID-19, to je karantena, se pravi osamitev oseb v času inkubacijske dobe. Taka osamitev prepreči, da bi se virus širil na naslednje okužene, zlasti v tisti fazi, ko oseba še nima simptomov. Zato je treba biti v izolaciji, takrat v tako imenovani karanteni, celotno inkubacijsko dobo. Tak način je seveda preizkušen dobesedno stoletja, ko ni bilo na razpolago ne cepiv, ne zdravil za kugo, recimo so dali ladje v karantene, skratka ta karantena je pravzaprav izraz, ki izhaja iz teh časov. In seveda nerazumevanje in neupoštevanje navodil za karanteno je izjemno nevarno. Najprej za ljudi, s katerimi je oseba v karanteni v stiku, to so ponavadi njegovi najbližji, po drugi strani pa seveda to pomeni povzročanje
povečevanje števila obolelih na način, ki vodi v prej omenjene težave, v katerih se na koncu znajde celotna družba. Zavedati se moramo, da nam upoštevanje vseh navodil in s tem obvladovanje epidemije zagotavlja ne le naše zdravje, ampak tudi neposredno v bistvu delovna mesta in to tako zvano, tako nujno potrebno v bistvu svobodno človekovo življenje, ustvarjanje. Gre v bistvu za zelo, zelo majhne žrtve, za eno zelo, zelo pomembno stvar, ki nam je velika vrednota. Posebno žarišče seveda predstavljajo v Sloveniji domovi za starejše, kjer kljub dosedanjim izkušnjam na podlagi prvega vala in na podlagi na teh izkušnjah pripravljenih navodilih za ukrepanje, ki sta jih sprejeli obe pristojni ministrstvi, še vedno ne teče povsem gladko. V nekaterih domovih se kaže dobra usposobljenost osebja, pripravljenost na izbruh, v drugih seveda situacija ni taka. To se opaža pravzaprav zdaj že v tem drugem delu epidemije. Večkrat se omenja premeščanje vseh stanovalcev z okužbo v bolnišnice, kar je seveda nesmiselno iz več razlogov. Prvi najbolj pomemben je dejstvo, da tudi sicer blago okuženih ali asimptomatskih pozitivnih ljudi s COVID-19 ne hospitaliziramo. Namreč način prenosa COVID-19 ne pomeni, da bi bila hospitalizacija obvezna sama po sebi, tako kot recimo pri eboli. Zato seveda ni sprejemljivo, da bi morali stanovalci domov zapustiti svoj dom, ki je v domu za starejše, samo zaradi okužbe in ne zaradi svojega zdravstvenega stanja. Tisto je druga situacija, če imajo indikacijo za bolnišnico, so seveda sprejeti. Drugi razlog, ki ni nepomemben, je pa dejstvo, da vseh okuženih stanovalcev v domovih pravzaprav niti nimamo kje hospitalizirati. Zaradi prezasedenosti bolnišnic bi morali odpasti številni zdravstveni programi, ki so seveda v veliki meri, se veste, da je zbolevnost starostnikov, starejših ljudi večja kot mlajših, namenjeni prav isti populaciji ljudi. Zato bi bil to velik nesmisel, da bi se na eni strani ljudi hospitalizirali samo zaradi neke potrebe po izolaciji, ki se lahko naredi nekje drugje, po drugi strani pa ne bi bili deležni obravnave, ki jo potrebujejo. Poleg tega je pa seveda očitno, da premeščanje okuženih stanovalcev domov takoj v druge ustanove pomeni, da se domovom pravzaprav ni treba več ukvarjati s preprečevanjem okužb, saj bodo okužene tako prevzeli drugi. Kakšne so seveda posledice takega ravnanja tudi za posameznike, za stanovalce domov, mislim, da to ni treba posebej razlagati. Ker je slovensko zdravstvo trenutno v polnem teku, oziroma še več kot polnem teku, ker je treba marsikje nadoknaditi zamujeno, je seveda kadra za pomoč domovom manj kot v prvem valu. Zato je tukaj izjemno pomembno tako pametno sodelovanje vseh ministrstev, skupnosti socialno-varstvenih zavodov, direktorjev domov, pa tudi bolnišnic in zdravstvenih domov, da se nekako iz vseh teh virov le najde nekaj kadra, ki lahko okrepi delo v prizadetem domu in seveda nikakor ne vztrajanje na nekih okopih, kar ne bo pripeljalo nikamor in nazadnje bo to najslabše delovalo prav na stanovalce domov oziroma na bolnike. Epidemija nas je prizadela vse, tudi v bolnišnicah smo ob že prej slabih prostorskih in kadrovskih zmogljivostih se morali organizirati, kakor smo se vedeli in znali. Nihče nas ni v bistvu vprašal, ali si tega želimo ali ne. Epidemija se nam je dobesedno zgodila. Zdaj v nekaj besedah bi opozorila še na delovne organizacije, na delovna mesta, kjer se v zadnjem času pojavlja več okužb. Že v prvem delu epidemije, kot veste, so številne delovne organizacije takrat v Sloveniji za razliko od drugih držav delovale. Smo opozarjali na razmere na delovnih mestih, ki morajo biti take, da
čim bolj zmanjšajo možnosti prenosa okužbe, torej potrebna je uporaba mask v zaprtih prostorih, primerne razdalje med ljudmi. Tukaj seveda prihaja v poštev ponovno delo od doma, ki zmanjša število zaposlenih v določenem prostoru, pogosto razkuževanje rok, prehrana naj poteka na način, da ne bo preveč ljudi skupaj v določenem prostoru. Vsaki delovni organizaciji, vsakemu podjetju je na voljo specialist medicine dela, prometa in športa, s katerimi imajo podjetja pogodbo, in smiselno je, da skupaj ocenijo, kakšno je v delovni organizaciji tveganje in kako bi se dalo organizirati delo, da do teh prenosov ne bi prišlo.